Knjižni blogerji in ustvarjalci vlogov, pogosto združeni v eni osebi, so v številnih državah zahodnega sveta že domala 2 desetletji pomembni posredniki med bralci in knjigami. Najvidnejši, najuspešnejši med njimi so prepoznavni promotorji branja. Okoli njih pa se oblikujejo bolj ali manj velike spletne skupnosti bralcev, ki delijo podoben okus za književnost, do neke mere pa zagotovo tudi interese in vrednostni sistem. Kaj sploh je knjižni blog ali vlog in kakšna je razlika med knjižnimi blogi? Obstajajo boljši in slabši knjižni blogi ali le tisti, ki so nam bolj ali manj blizu? Koliko časa blogerji oziroma blogerke namenijo pisanju bloga? Je to njihov hobi ali način preživetja? In kaj določa njihovo izbiro knjig? O teh in drugih vprašanjih danes razmišljamo z Urško Bračko, ustvarjalko knjižnega bloga Book knjiga, Sandro Dobnikar, ustvarjalko knjižnega bloga Knjižni kažipot in pesnico, urednico in literarno kritičarko Veroniko Šostar. Z njimi se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovane goste, lepo pozdravljene. Bi začela naš pogovor o knjižnih blogih oziroma morda tudi vlogih. To bo jasno malo pozneje, kar z samo etimologijo tega imena, ki sugerira, da gre za nekaj podobnega, recimo dnevniku o knjigah. Kaj bi vi opredelile kot knjižni blog? A gremo kar takole po vrsti, morda Sandra Dobnikar? Gre predvsem za zapise o prebranem, a ne. Jaz osebno vem, da sem vedno čutila neko potrebo, da tudi katalogiziram, kar preberem. In iz tega so potem začeli nastajati tudi razni zapisi o prebranem. Moje mnenje, moje občutja o prebranem, zakaj bi nekomu to priporočila, komu bi to priporočila. Tako da vedno se začne iz tiste želje, da deliš svoje mnenje o knjigah z drugimi. In potem nastanejo ti zapisi. Urška Bračko? Ja, jaz bi še dodala, da v bistvu blogi so že zelo dolgo z nami, ne pač samo knjižni blogi, ampak so to kot neki spletni dnevniki. Ljudje smo jih jaz vem tudi, da sem že v srednji šoli začela pisati kot neke svoje vrste, svoj spletni dnevnik z nekimi mislimi, pa mogoče kakšno najstniško poezijo in tako. Potem so se pa recimo razdelili kot knjižne bloge, kakšne bloge s tehničnimi vsebinami, filmske bloge, tega je zelo ogromno. Bi pa rekla, da danes knjižni blogi niso samo spletni dnevniki, ker gre v bistvu tudi za priporočila bralcem, kakšne sezname, kam si ljudje lahko obrnejo, ko iščejo določene, stripovske stvari za mlade, kot primer, in take stvari. Tudi za knjižna potovanja, pa recimo, Sandra, pri vas najdemo tudi knjižni bingo, ali je to del bloga ali je kaj drugega? Je tudi del bloga, mislim, da se je pri nas v Sloveniji seje iz blogov in iz predvsem tudi knjižnih Instagram profilov oziroma bookstagramov, knjigogramov razvilo ogromno nekako ob strani projektov, ki spodbujajo bralno kulturo. Nikoli ne gre samo za tekmovanje, kdo bo več prebral, ampak nekako spodbujanje bolj raznolikega branja, spodbujanje tega, da bralci mogoče grejo malo izven svoje cone udobja, ko gre za knjige, da okušajo druge žanre, da posežejo po poeziji, ker morda sicer ne bi, ker so neki predsodki prisotni, ko gre za kakšne take bolj ne tako zelo popularizirane žanre, tudi dramatika na primer. Tako da definitivno služijo tudi nekemu ozaveščanju o vsem tem, kar najdemo zunaj v številnih programih založb v Sloveniji. Veronika Šostar, za vas vem, da ste zelo strastna bralka in tudi zelo profesionalna. Pa me zanima, ste tudi kdaj sodelovali pri tem knjižnem bingu? Ja, seveda. Kaj pa recimo vas, preden nadaljujemo samimi opredelitvami tega, kaj so blogi, kaj niso, kaj vas osebno privlači pri knjižnih blogih? Morda se to prekriva ravno s to mojo definicijo knjižnega bloga, in sicer, da jih vidim kot nekakšne osebne knjižnice, ki pridejo na ogled. Torej, neke zelo zasebne stvari, kaj ljudje radi berejo,
kaj jim nekaj pomeni, kaj jih nagovarja, kaj jih razjezi, kaj jih frustrira in potem to delijo z drugimi. In se mi zdi to res nek tak dragocen pogled v neko početje, ki je praviloma zelo samotno, torej branje. Tako da vidim res bloge na ta način odpiranja proti drugim in povezovanja bralcev. Strokovno gledano pač bi lahko rekli seveda, da zelo podpirajo bralno kulturo in to, kar je že omenila Sandra, da res povezujejo nekako podobno misleče in da tudi spodbujajo, da poseže kdo po čemer morda prej ne bi. Tega se bomo tudi še dotaknile. Samo še za trenutek bi se ustavila pri vama. Veronika je rekla, da recimo bralci povedo, kaj jih tudi frustrira, kaj jezi. Sandra, vi ste rekli, da beležite vtise o prebranih knjigah. To pomeni, da beležite tudi vtise o knjigah, ki vam morebiti niso bile všeč. Ja. Mislim, da tudi tiste objave, blog objave in Instagram objave, ki vključujejo neko čustveno, osebno noto, pa naj bo to pozitivna ali negativna, tiste sežejo najdlje. Mogoče bo tudi negativno mnenje nekoga nekaj, kar bo drugega bralca pritegnilo k knjigi in bo začel razmišljati, mogoče bi pa tudi jaz iz nekega čisto radovednosti in mogoče celo nekega, ne ravno sovraštva, ampak iz te kritike, da bi ga zanimalo, kakšna pa je ta knjiga. Mislim, da tudi naša skupnost vedno bolj razume in zelo funkcionira v neki simbiozi. Niso vsem všeč iste knjige, ampak se mi zdi, da tudi te mogoče konflikte med mnenji vedno na nek dober, zdrav način potem rešujemo v raznih komentarjih ali ko si delimo mnenja med seboj. Ja, kolikor sem spremljala bloge, mi je bilo ravno to všeč, da se ta izmenjava mnenj dogaja na povsem drugi ravni, kot smo jih recimo vajeni morda iz dnevnih časopisov ali medijev. Gre vedno za nek utemeljen kulturen dialog. Ja, mislim, da tudi skušamo nekako spodbujati k temu knjižni blogi in Instagrami. Torej, napisati knjiga mi ni všeč, ni ravno produktivno, konstruktivno mnenje. Nekako vsi poskušamo tudi spodbujati bralce, da bolj kritično razmišljajo o knjigah. Jaz osebno, na primer, vodim tudi spletni bralni klub Mi beremo, kjer se redno beremo večinoma sicer anglofonske klasike in podobno. In tudi knjige, ki nam niso všeč, nekako potem skušam prek debate usmeriti bralce, da razmišljajo, zakaj nam niso všeč ali pa objektivno, kaj je avtor dobrega naredil, čeprav nas ni nekaj nagovorilo. Pa je Slovenija vendarle majhen prostor, ali kdaj naletite tudi na kakšne, pritožbe založb, ki stojijo za tistimi knjigami, ali je prostor tu odprt tudi za morda malo slabše kritike? Meni se še ni zgodilo. Tudi meni ne. Urška Bračko, vaš blog je v bistvu zelo razvejen, tudi ste ustvarjalka vlogov. Bi midve nadaljevali pri razliki oziroma pri opredeljevanju tega, kaj je knjižni blog, s tem, da načneva tole temo vlog in blog, kakšne so razlike in ali razen načina podajanja vsebine gre za isto stvar ali ne? Ja, zelo enostavno, prva razlika je seveda pisana beseda in video. Način podajanja vsebine je vsekakor drugačen, ker kot danes vemo, veliko mladih posega po raznih družabnih omrežjih, kjer se videi čedalje večkrat obrnejo. Pozornost je manjša, kar pri vlogih zelo nehvaležno ponavadi so daljšega formata. In mogoče moraš biti tam veliko bolj, kako bi rekla, veliko bolj pozornosti moraš nameniti temu, da so informacije bolj zgoščene in da človeka pritegneš temu, da bo gledal tvoj video naprej in naprej, ker recimo sploh YouTube dopušča to, da ti pogledaš, ki nek človek konča s tvojim videom, ne gleda več naprej. In se mi zdi, da moraš tudi informacije zajeti tako, da je neka montaža, ki je zanimiva, da ti, recimo ne sediš samo pred neko omaro in podajaš informacije, ampak moraš še to nekako zapakirati v tak en luškan formatek. Medtem, ko v pisani besedi se pa seveda poslužiš drugačnih prijemov, daješ recimo noter fotografije knjig, kakšne povezave na druge strani, druga mnenja, mogoče kakšna kratka mnenja, citati in podobno. Povejva še malo o tem, kaj so knjižna popotovanja.
Za poslušalce, ki vas še ne poznajo, bom povedala, da je v vašem primeru sploh res to, kar je tudi Veronika povedala, da gre za velike promotorje branja pri blogerjih. Vi ste v Slovenijo pripeljali tudi knjižne škatle in še marsikaj. Ja, knjižna potovanja so v bistvu zelo moja velika strast. Gre za to, da zdaj v zadnjih 10 letih, kamorkoli se odpravim, si načrtno naredim, kam bom šla, v katere knjigarne in si potrudim obiskati čim več, kar je včasih zelo nehvaležna stvar, ker noge ti ne dopuščajo ali pa utrujenost in potem obiščeš 5 knjigarn na dan in bi želel si še, ampak enostavno ne moreš. Se mi zdi, da z vsakim mestom pridobiš pač nekaj novega, neke dodatne izkušnje, ko vidiš, kakšni so tam prijemi in jih malo primerjaš z našimi, za katere pač lahko nehvaležno rečeš, da ne dosegajo tega, kar vidiš v tujini, ampak se mi zdi, da se pač vsi vseeno trudijo. Pač glede promocije branja bi mogoče še malo navezala na te izzive, ki jih imamo blogerji, zato ker se nam, pač vsaj meni se zdi, da ni bilo dovolj, da recimo samo pišemo vsebine v knjigah, ampak bi hoteli pač s temi bingo izzivi pretegniti mogoče še drugačno občinstvo, ki pač ne vem, to se zdaj grozno slišalo, ampak mogoče se jim ne da brati teh blogov, pa jih pritegneš na ta način, da pač jim dodaš nek dodaten motivator. Dodatno motivacijo recimo za to, da pač da se lotijo branja drugačnih knjig. Da bom pa začela pri Veroniki, namreč kdo so knjižni blogerji, blogerke, kako se vidite sami. Veronika, recimo, kako jih doživljate vi? Je knjižni bloger, recimo, pa pustimo zdaj dejstvo, da nekatere zagotovo poznate, ne? Ampak če bi se srečevali z njimi zgolj prek spletnih strani, je to človek iz mesa in krvi ali gre bolj za samo stran in ali je posrednik med vami in knjigami, med vami in založbo ali morda kaj tretjega? Nujno je treba poudariti, da gre za ljudi. Se pravi, ljudi za temi besedami ali videi ali fotografijami, ker ravno to je tisto, kar pritegne, kar nas prepriča, da tam ostanemo, ne samo, da pridemo na neko stran, na nek blog, ampak da tam tudi ostajamo in ga spremljamo več časa. Ravno to se mi zdi dodana vrednost bloganja, pisanja o knjigah na ta način. Recimo, če gledamo z perspektive kritika, je v ospredju vrednotenje ves čas in velikokrat nekako ne moremo zares pokazati svoje osebnosti. Morda ni primerno na tak način, ne moremo biti na tak način sproščeni, medtem ko knjižne blogerke so pa res svoje osebnosti in pri vsaki že potem recimo vemo, kaj lahko pričakujemo, katere žanre bere, katere avtorje ima rada, katera je njihova najljubša knjiga morda. In vse to nekako potem ustvarja ta nek mikrokozmos, ki se med seboj tudi zelo lepo prepletajo, dopolnjujejo, morda tudi so v kakšnem konfliktu glede katerih knjig, kar se mi zdi super. In na ta način res gledam na to pokrajino, da lahko vsak, ki bere, res izrazi to, kar ga pri branju nagovarja in s tem v bistvu na najlažji način nagovoriš tudi druge, da bi brali. Pa se vi potem ravno glede na to osebnost in na recimo njen bralni okus odločate, katerim blogom boste redne sledili, katerim manj redno? Zagotovo se odločam tudi na podlagi nekega osebnega okusa, ki se naj bi skladal oziroma recimo najbolj na podlagi žanrov oziroma tega, kaj nekdo bere, ker recimo, če me ne zanimajo romance, potem ne bom spremljala nekoga, ki piše samo o tem ali pa recimo romantazija, ampak se bolj vrnem recimo v gotsko grozljivko, v kriminalke, v recimo klasike, v razne stvari, tudi poezijo, ampak mislim, da so res ta priporočila, ki jih ustvarjajo, zelo domiselna in da te to nekako potem zelo pritegne, nagovori in zanimira, da recimo vidiš, katere knjige so podobne katerim drugim ali pa na kak način so v neki svoji množici, kako delujejo in se potem nekako ta vlak kar vali naprej, pač kaj vse bi bilo še dobro prebrati. Sandra in Urška, kako vidva razumeta svojo vlogo blogerk? Zame je v bistvu knjižni blog neka vez, ki jo jaz ohranjam s knjigami in drugimi bralci. Jaz sem študirala angleščino,
Trenutno sem pa v čisto drugih vodah, v tehnoloških vodah, logističnih vodah, ki nimajo nobene veze s knjigami. In mi je definitivno ta skupnost in moje pisanje o tem neko sidro, da pridem nazaj v te vode. Mislim, da je absolutno potrebno, kot je Veronika omenila, da daš nekaj sebe tudi v to, kar pišeš. Ne beremo vsi vseh knjig, mislim, da se tudi hitro potem vidi, kaj komu bolj leži, kje se najde, katere objave so mogoče malce preveč forsirane, katere niso. To se zelo hitro pokaže skozi pisanje, ki je pač res nora osebna zadeva, tako kot branje. Brez tega, da pač daš sebe noter, mislim, da uspešnega bloga, profila ne moreš imeti. Urška? Ja, jaz bi rekla, da so knjige itak že velik del mojega življenja, že od fakultete. Tako da se mi zdi, da pač, ko je blog nastal, je bil mogoče lih v mislih s temi knjižnimi škatlami, ampak se je potem preobrnil lih v to skupnost in spodbujanje branja. In pač danes, ne vem, recimo, če te skupnosti ne bi bilo, kot pač vseh nas knjižnih blogerjev, ne vem, če bi se sama podala recimo na to pot. Pa če tako pogledamo ti vtisi o knjigah, ne? To je neke vrste vrednotenje. Ali je to vrednotenje zgolj na podlagi osebnega okusa? To sprašujem vse. Ali se vam zdi, da vendarle izhaja tudi iz nekega teoretičnega predznanja ali pa literarno-zgodovinskega, kajti vse ste tako ali drugače bile študijsko povezane s književnostjo. Sandra, vi verjetno bolj z angleško, pa vendar. Mislim, da teoretska podlaga ni pogoj za pisanje dobrih prispevkov, je pa dodana vrednost. Ja, jaz bi se strinjala s tem. Mogoče še to, da včasih se pač potrudimo zapakirati vse te objave v bolj priljudno, da bo pač dostopno širši množici, da ne dajemo pač noter neke take termine, ki ne bi bili razumljivi, da celoten tekst pač je dostopen in se zato ljudje raje odzovejo na njih. Veronika, vi kot bralka, kakšni so ti vtisi, ki jih berete? Zelo se razlikuje v bistvu res od vsakega posameznika, na kak način se loti pisanja. Tisti, ki imajo ta aparat, se seveda bolj in bolj spretno tudi opirajo nanj in jim to ne predstavlja nekega izziva in osebno pač raje berem take zapise, čeprav ni nujno in lahko kdo zelo, zelo spreten, zelo zanimiv, izviren, tudi brez tega, tudi zelo nekimi, v bistvu neko intuicijo, z nekimi izkušnjami prebranega, ker vemo, da so to ljudje, ki res veliko berejo, redno berejo, spremljajo sprotno produkcijo, morajo poznati stvari in na ta način v bistvu se jim aparat nekako tudi sam zgradi, oziroma je nekako drugačen aparat, se pravi, ni ta teoretski, mogoče z fakultete, je pa še vedno neka osnova, ki se nahaja za tem. Bi pa res izpostavila, da tudi tu pač so velike razlike, recimo nekateri so pri tem bolj spretni, nekateri pa manj, tudi tu mislim, da lahko ločimo ne samo na podlagi osebnega okusa, ali je nek blog uspešen in kvaliteten, ampak res tudi na podlagi, na kak način se podajo informacije, ali gre za res neke utemeljene zapise, za nekaj, kar nam knjigo predstavi, kar nam jo naslika, kar nas za njo navduši, ali pa gre v bistvu za neke ali preveč promocijske tekste, ki so izpraznjeni neke svoje vsebine, ali pa za neko vrednotenje, ki ni v resnici to, kjer se samo napiše, ta knjiga mi ni bila všeč, ker ne berem kratkih zgodb ali podobno. Je pa vrednotenje vendarle nek ključen del teh zapisov na blogih. Jaz bi rekla, da največkrat ja. Dobro, razen v primeru pač teh nekaj promocijskih objav, ampak drugače se mi zdi, da se vsi trudimo pač podati subjektiven pogled na določeno knjigo in mogoče jih ta prepriča potem bralci naprej. Ne? Veronika, zdaj se obračam pa predvsem k vam. Zanima me, kaj da nekemu tako profesionalnemu bralcu oziroma bralki, kot ste vi. Naj povem, da delate na založbi, ste urednica, pišete poezijo, ste nagrajena literarna kritičarka, sodelujete v komisijah in tako naprej in tako naprej. Pa me zanima, v čem pa je za vas dodana vrednost teh blogov? Rekli sva, da ja, ta živ stik, ampak recimo, ali dobite tudi kakšne koristne informacije, si širite s temi blogi obzorje, ali vam z tega vidika, recimo, glede na vašo vpetost v literarno polje, ne morejo ponuditi nič novega?
Mi ponudijo kar veliko, sicer ne vsi, ne vedno, to zelo pač niha, tako kot ljudje na splošno, ampak bi res rekla, da se nekako sprehajam po teh blogih in srkam te informacije, ker mi informacij o knjigah nikoli ni dovolj. In tudi tu najdem res kakšna priporočila, ker se mi zdi, da še vedno, ko izbiraš neko branje zase, se ujameš v nek svoj krog. Hitro se ujameš v svoj okus, hitro se ujameš v neke novosti, v nekaj, kar je treba recimo seveda narediti na delovnem področju in vse to nekako ostajaš v tem mehurčku, čeprav se zavestno trudim recimo, da segam ven iz tega mehurčka, absolutno si sam pri izbiri knjig zase in ko pa recimo gledam bloge in nekdo omeni neko knjigo in včasih je sploh ne poznam, včasih še nisem slišala za njo, včasih vidim, to bi pa res morala prebrati, to sem pa rekla že 3 leta nazaj, da bom prebrala in zdaj jo pa vidim in če je bila tej blogerki všeč, potem pa se moram tudi jaz spraviti, mogoče tudi recimo te bingo zadeve ali pa tudi te knjižni klubi, pogovori o knjigah, kjer te spodbudijo, da do določenega datuma prebereš neko knjigo, veš, da recimo večja skupina ljudi bere to isto knjigo, se lahko o tem pogovarjaš in je to dodatna spodbuda, tako da nekako me napotujejo na različna branja, me spomnijo morda na kakšne pozabljene knjige, na kakšne podobne knjige, zelo rada imam ta priporočila, ki so malo out of the box, bi temu rekla, torej nekako nepričakovana, ne vem, na podlagi kakšnega filma, kakšno branje bi bilo všeč, na podlagi kakšne glasbe, vzdušja, na tak način, tako da to je res en tak zelo, zelo bogat svet, ki niso samo neka hitra mnenja, ampak zelo premišljene stvari, ki te vedno peljejo dalje. Sandra, vi ste na knjižnem Kažipotu nekaj časa predstavljali tudi mlade pisatelje in pisateljice, bom rekla avtore in avtorice, kajti ukvarjali ste se tudi s poezijo. Ja, je bilo bolj delo kolegice to žal, tako da ne morem glih kaj dosti informacij na to temo ponuditi. No, hotela sem samo pohvaliti to in povedati, da so se, nekateri so izmed njih postali kar uveljavljeni danes že. Ja, Barbara Žvirc je moja druga boljša polovica knjižnega Kažipota in je tudi zelo en krasen del naše blogerske skupnosti, ogromno povezav ima tudi z Mlado pesniško olimpijado in v bistvu ta njim projekt predstavljanja mladih literatov je bil tudi meni osebno izredno všeč, sploh zato, ker so tudi oni dajali svoja knjižna priporočila, kaj berejo, kaj jih navdihuje in potem lahko mogoče tudi zdaj vidimo določene povezave med knjigami, ki jih berejo in potem deli, ki so jih sami začeli ustvarjati, mogoče po navdihu drugih avtorjev. Omenili smo spletne skupnosti, ki nastajajo. Kako vidve kot ustvarjalki blogov gledata na to skupnost? Kako recimo velike so te skupnosti in ali gre v glavnem za bralke ali so v njih tudi bralci? Zdaj izhajam čisto pač iz dejstva, da pri nas veliko več berejo ženske kot moški in iz tega sem potegnila tudi ta sklep, da se mi zdi, da je več bralk. Jaz bi rekla, da ustvarjalke knjižnih vsebin so večinoma bralke v zadnjem času. V preteklosti smo imeli dva moška, ki jih malce pogrešamo, ker sta dala nek drug vidik na te vsebine. Drugače pa se v tej skupnosti najdejo tudi bralci, ki pa dajo svoje odzive, mogoče v manjši številčnosti, ampak se mi zdi, da so. Ja, jaz predvsem opažam, potem ko delam statistiko za knjižni bingo, vsako sezono je več moških vmes, tako da se očitno tudi oni opogumajo, predvsem na Instagramu. Se mi zdi, da Instagram je res taka zelo vizualna platforma, mogoče se v tem ne najdejo toliko kot na samih blogih, ampak mislim, da se nekako število raste. Je pa knjižni bingo v bistvu tudi zelo dobrodošel za res raznolik tip bralcev s temi svojimi različnimi kategorijami, ker lahko vsak pride na svoj račun. Včasih je vmes še kakšen, jaz jih kličem kar kvadratki, vsak kvadratek je poseben knjižni izziv. Definitivno so vmes vedno kakšni taki
podtaknjeni, da jih speljamo na malce v težavnejšo čtivo. Tudi vedno je, na primer, mi temu rečemo berem špeh, knjiga s 500 plus stranmi. Sem opazila ki je vedno del in nekako tiste res špehnate knjige so mogoče tiste, za katere ne najdemo vedno časa, pa čeprav vemo, da nas bodo potegnile v res en edinstven, krasen svet. In tako imajo potem mogoče malo izgovor in priliko, da se jih lotijo. Kako velike so skupnosti in recimo, kakšna je interaktivnost s temi bralci in med njimi? Pa bom spet se najprej obrnila k vam, Veronika, recimo, ali vi sodelujete oziroma berete knjižne bloge čisto kot posameznica, ali vas zanima recimo tudi, kdo vse še sodeluje pri debati in navezujete z njimi kakšne stike? Ja, seveda tudi včasih navezujem stike, se komentiram kakšne stvari, če imam kakšne podatke, zanimivosti, če se mi zdi, da pač se kje rojeva kakšna zanimiva debata, se vključim in mislim, da se je res vzpostavil pri nas en tak lep prostor. Tudi zelo, zelo cenim to, da so to ustvarjalke, ki poudarjajo branje v slovenščini, ker mislim, da je to ena stvar, ki se pogosto pozablja. Seveda najlažje je narediti recimo blog in pisati o knjigah, ki so v angleščini, pisati v angleščini o knjigah v angleščini, nekako dosežeš hitreje, večji trg, absolutno, imaš večji doseg, ampak mislim, da je najpomembnejše ravno to, da poudarjamo naš jezik, ki je že tako zelo majhen, zelo malo zastopan, da se poudarja, kdaj pridejo kakšni prevodi in mislim, da je to neka dodana vrednost tega in ker pa je seveda pač ta prostor potem malo manjši, je tudi doseg nekako malo manjši, ampak mislim, da se je okrog teh največjih blogerk res zgodil nek tak lep razcvet tega, tudi veliko blogov je nastalo v zadnjem času, v zadnjih letih, ki se med seboj tudi dopolnjujejo, sodelujejo, tudi veliko sodelovanj z založbami vidim, z avtorji in to me res veseli, da se nekako to področje vedno bolj odpira in da je aktivno in živahno. Kaj pomeni konkretno recimo sodelovanje z založbami, če ne želimo, da gre za promocijo knjig, kot je Urška recimo prej omenila? Morda res to, da vidimo, katerim blogerkam so bližje, katere založbe, njihove dejavnosti, knjige, dodatne stvari, festivali in da jih potem recimo tudi tam pričakujemo. Zelo pomembno se mi zdijo tudi kakšne recimo reportaže z kakih dogodkov, prikazi kakšnih knjigarn, ki se na novo odprejo, neke fotoreportaže, mogoče tudi neke take stvari, ne samo izključno o nekem prebranem delu, ampak tudi nekako, da se to upenja v širše literarno okolje. Tudi mene je to, zdaj ko sem se malo poglobila v knjižne bloge, me je kar prepričala, no, zelo zanimive reportaže so. Urška, vi ste kar spretni v tem. Ja, to je še vedno nekaj, kar mi je blizu, ker sem se konec gimnazije odločila, da mogoče bi šla študirati novinarstvo, pa sem se potem vsem premislila. Se mi zdi, da so mi potem taki članki tudi na blogu nekako bolj meni po meri, ker lahko vključim besedilo in fotografije z dogodka in se mi zdi, da tudi temu pač drugim bralcem lahko prikažeš, da je res fino na takih dogodkih in jih je fajn obiskovati in pač srečaš nove ljudi ali pa ljudi, ki jih že poznaš, debatiraš tudi po dogodkih o tem, kar se je dogajalo in upam, da to še koga pritegne k obisku. Veronika je omenila, da so se knjižni blogi zdaj pri nas kar razmahnili. Je ta razmah prvi povezan bil s korono ali ne in so živeli živahno že prej? Nekaj jih je bilo že prej, bi pa rekla, da je korona bila res tisti odločilni preskok v tem, da se je pač več ljudi podalo tudi med branje knjig, ne samo na internetu in so si ustvarili recimo tudi knjižne profile na Instagramu, da jih je to pač recimo potegnilo k temu, da so beležili svoje prebranje knjige in so takrat šele odkrili tudi, da obstajamo pač knjižni blogerji. Jaz mislim, da tudi Sandra potrdi, da so se takrat razmahnili. Ja, v tistih prvih mesecih covida so rasli kot gobe po dežju, kot se reče. Res je bil velik poskok, je pa treba pač tudi mogoče vseeno poudariti, da večina tistih, ki so na hitro zrasli, ni sicer obstala, danes ne ustvarjajo več, je bilo mogoče to takrat začasni hobi.
Se mi zdi pa, da nekajkrat na leto se vedno pojavi kakšen nov blog, kakšen nov profil, ki prinese tisto svežino, ki jo pač tudi sama skupnost potrebuje. Tako da me veseli, da se ljudje še vedno v bistvu odločajo za ta hobi. No, zdaj smo pa prišli do tega, koliko časa v bistvu je treba vložiti v ustvarjanje, urejanje bloga, če želimo, da je živ in da ohranja skupnost teh, ki ga spremljajo, relativno živo. Je to hobi ali je to lahko tudi način preživetja? Sandra? Iz moje perspektive, zame osebno je pač to hobi. Sem mnenja, da žal v našem slovenskem prostoru tega ne moreš ravno živeti, enostavno se ne splača. Tako da zame je hobi, mislim tudi za veliko večino ljudi je to nekaj ljubiteljskega, je pa vsekakor hobi, ki terja veliko časa, veliko kreativnosti, za katero mogoče včasih nimaš energije, zahteva tudi veliko denarja, ker knjige se tudi kupuje, a ne? Tako da je veliko več dela vloženega v same objave, obenem pa tudi interakcije, se pravi z drugimi bralci, a ne. Ni tako samo, da objavo daš ven v svet in potem tam živi in jo bodo vsi našli in bodo vsi brali, bodo med sabo mogoče klepetali. Vedno moraš biti tudi ti aktiven član teh debat, se odzivati na njihove komentarje, se odzivati na njihove prošnje za priporočila. Skratka, zelo, zelo aktiven biti potem tudi, ko je sama objava narejena in dana v svet. Eno pod vprašanje, samo preden se obrnem k vam. Urška, omenili ste, da je potrebno veliko denarja, ker se knjige tudi kupujejo. To me je kar presenetilo, kajti mislila sem, da recimo blogerji, blogerke lahko dobijo recenzijske izvode knjig od založb ali pa recimo, ne vem, bom zdaj kar tako postavila vprašanje, ali velja si sposoditi knjigo v knjižnici in pisati o njej ali je potrebno knjigo kupiti? Velja tudi izposoja iz knjižnice vsekakor. Mislim, da je to tudi odvisno, kakšen posameznik si. Jaz zelo rada hrčkam knjige in skratka jih tiščim vsak kot svoje sobe in stanovanja. Knjige pridejo do nas na najrazličnejše načine. Seveda en del so vsekakor recenzijski izvodi, je tukaj tudi odvisno mogoče od posameznega blogerja, ali je pripravljen sodelovati z založbami na tak način, s katerimi založbami. Jaz osebno, na primer, nimam veliko recenzijskih izvodov, se ne pač poslužujem takega načina sodelovanj. Nekateri drugi pa mogoče večina njihove bralne bere pride do njih na tak način. Urška? Jaz bi najprej povedala, da je težko številčno opredeliti, koliko časa temu namenimo. Mogoče, če naštejem, kako poteka ustvarjanje ene objave, pa bo potem bolj jasno. Ko ti dobiš knjigo, se seveda ne moreš takoj lotiti branja. Ko se lotiš branja, jo bereš, ob tem razmišljaš, odvisno koliko časa bereš, kako dolga je knjiga. Potem, ko jo prebereš, ne greš takoj za računalnik in začneš pisati objavo, ampak rabiš še tako nekaj časa, da predelaš vso to vsebino, da se domisliš, kako boš na zanimiv način podal, kar hočeš povedati. In pri meni je potem zelo pomembna nota tudi to, da ustvarim fotografije, ki niso zgolj, kako se že temu reče, generična fotografija, kjer postaviš na mizo knjigo in jo samo fotografiraš. Vedno se potrudim, da najdem neko zunanjo lokacijo, če se to le da, ali pa stvari, ki so povezane s samo zgodbo knjigo, avtorjem. Seveda potem te fotografije tudi obdelaš, izbereš, se končno lotiš pisanja objave, napišeš do konca, misliš, da si zaključil, ampak moraš to vse objaviti še na družabna omrežja in razdeliti to v svet. In potem prideš do tega, kar je že Sandra povedala, da moraš sodelovati s komentarji in širjenjem tega, kar si napisal. Ja, res težko je povedati, koliko časovno to vzame, ker je čisto odvisno od same knjige. Bi pa še to poudarila, da seveda v tujini obstajajo knjižni blogerji, ki od tega živijo. Se pa recimo ena meni ljuba je What's Hot blog, se imenuje, ki dela v Angliji in zanimivo, ona je po poklicu pravnica. Je pa blogerka že nekaj časa in tudi vlogerka, ampak se mi zdi, da od tega vseeno ne živi, da je njen primarni poklic pravo. Ampak da bi to prenesli na naše področje, bi bilo izredno težko, ker pri nas služijo zgolj lifestyle blogerji. Se mi zdi, da kot vsi vemo, v založništvu je to skoraj nemogoče.
Ja, si predstavljam, skupnosti so neprimerno manjše. Bi se zdaj za sklep dotaknile še prav tega primerjave s tujino. Veronika, spet bom začela pri vas. Spremljate tudi kakšne tuje knjižne bloge ali ne? Ja, spremljam tudi tuje knjižne bloge, ker se mi zdi, da nekako se tudi na tak način razširi obzorja in dobi neka drugačne poglede na literaturo. Pa vas je kateri recimo bolj prepričal, kateri manj, kajti nadaljevala bom prav s tem, no, da so zunaj nekateri tako prepoznavni, da se uveljavljajo že na knjižnih sejmih, menda se podeljujejo tudi nagrade za najuspešnejše knjižne blogerje. Ja, želela bi si v bistvu veliko prepoznavnosti za res kvalitetne bloge, tako kot pri nas se tudi v tujini vidi, kdo je kvaliteten, kdo ne. Je pa res, da so nekateri tako veliki, da je to v bistvu potem že ta lifestyle blog oziroma nekako, da res že živijo s to knjigo, da je to nekako prikaz in mogoče včasih tudi malenkost problematična romantiziranje tega branja in raznih čudovitih kotičkov in nekako izgleda vse lepo brezdelno in preveč nekako spolirano, premalo realistično, premalo kritično, morda tudi do česa, vedno bolj gre v neko generično prikazovanje, v neko promocijsko, tako da še vedno imam raje neke manjše oziroma neke bolj osebne pristope do pisanja o knjigah, neke izrazite osebne stile, neke blogerke, ki me res animirajo na ta način, da poskušajo narediti nekaj svojega, da posnamejo res kaj, česar ne bi pričakovala, da izbirajo kakšne lokacije, vsebinsko res povezane s knjigo, to se mi zdi zelo, zelo estetsko lepo, tudi zelo estetske bloge, tako da se najde res ogromno različnih stvari. Bi si pa želela za naše blogerke absolutno več prepoznavnosti v javnem prostoru, več na neke festivale in tudi res večje prepoznavnost in sodelovanje recimo s knjižnim sejmom, ki je največji dogodek v letu, kjer bi res lahko izkoristili te promotorke branja, ker so navdušene nad knjigami, ker res živijo za to, čeprav, kot slišimo, od tega ne morejo živeti, ampak še vseeno posvetijo temu ogromno neke energije in časa in mislim, da bi bilo edino pravilno, da bi se to sodelovanje vzpostavilo in negovalo. Pravzaprav bi tukaj lahko naredili piko in tale Veronikin odgovor posneli posebej kot javni apel, ampak ja, odlično se strinjam. Zdaj pa še Sandra in Urška, samo še vajeni mnenji, primerjavi s tujimi blogi in z vlogo tujih blogerjev v njihovem prostoru in z vlogo slovenskih blogerjev in blogerk pri nas. Mislim, da imajo tuji blogerji mogoče več priložnosti ali pa več prostora, da so bolj nekonvencionalni kot naši blogerji. Mogoče tudi zato, ker gre za res širše občinstvo. Naša bralna skupnost in skupnost ljudi, ki berejo bloge ali pa sledijo knjigogramom, je vendarle omejena, vsaj za enkrat. Je to nek vseeno manjši bazen ljudi, ko primerjamo s tem, kdo sledi mogoče profilom o življenjskem slogu, lepotnim profilom, zdravje in podobno. In enostavno ni dovolj prostora, da bi se razvili tudi takšni blogi, ki bi šli pa res v neko čisto drugo smer. Tako da, kar trenutno obstaja pri nas, je bolj konvencionalno. No? V tujini imajo več svobode pri tem. Urška, Bračko? Jaz bi poudarila to, kar je prej že Veronika omenila, da je pač slovenščina naš jezik in da pač smo se mi sami odločili pisati v tem jeziku. Tudi jaz sem se na začetku poti odločala, ali bo moj blog v angleščini ali v slovenščini. In sem se vseeno odločila za slovenščino tudi pač iz tega principa, ker takrat to še ni bilo tako razvejano in se mi zdelo, da pač lahko na tem področju nekaj dosežem. Je pa pač seveda pred nami še neka dolga pot, da se določi to prepoznavnost tudi v javnem knjižnem svetu. Najlepša hvala vsem trem za ta zanimiv pogovor. Spoštovani poslušalci, vas bom povabila k branju knjižnih blogov. Najdite si svojega, če ne drugega, boste dobili lahko zelo zanimive namige za branja. Z vami smo bile Veronika Šoster,
pesnica, urednica in literarna kritičarka, ter knjižni blogerki Urška Bračko in Sandra Dobnikar, urednici oziroma ustvarjalki knjižnih blogov Book knjiga in Knjižni kažipot. Z njimi sem se pogovarjala, Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Damjan Rostan.